Живи на всі народи, і крепкий дочака дан, да коли сонце ході, пребілі світа мов прегнан. Народя, розпосакне вракле сосед Бове як. Народя, розпосакне
okteta se najlepše zahvaljujemo za to prijetno petje in se vam lepo zahvaljujemo, verjetno pa da vsi tako upravno petje je lepo poslušati. Sploh pa slovensko pesem. Mi smo tudi glavni sponzor Zagorskega okteta, ravno zaradi tega, ker imamo rad slovensko pesem. Zdaj pa vsem pravzaprav najlepši pozdrav. Najprej pa poseben pozdrav našemu predsedniku Janezu Janši, ki nas je danes obiskal. In bomo imeli danes pravzaprav okroglo mizo, ali pa bolj bi rad povedal, on bo povedal marsikaj okrog naše stranke, okrog našega delovanja, mogoče v preteklosti in tudi v prihodnosti, kaj bomo morali narediti, da bomo zmagali. Besedo bi kar predal njemu. Ja, lep pozdrav. Kar težko je začeti z resnimi temami po takih lepih pesmih. Imate dober oktet, res, in ne vem, če je kdaj dobil Prešernovo nagrado. Ti navadi po Sloveniji. Zdaj neka uradna stališča glede tega, kaj je kultura in kaj je umetnost, so nekoliko čudne v Sloveniji v zadnjem času. Ampak prava kultura in prava umetnost je tista, ki jo ljudje cenijo, in to je bilo in bo vedno merilo za to. Tako da ne bi smeli biti prežalostni zaradi teh stranpoti, ki jih vidimo. Je pa to samo nek vrh ledene gore vsega, kar se dogaja. Ker običajno to, kar se dogaja v družbi, tako ali drugače odseva beseda, pesem, film v zadnjem času, in to je to. Tako da, če potem nekaj, kar je v normalnih državah v bistvu prekršek ali pa kaznivo dejanje, se pravi sramotenje nacionalnih simbolov, pri nas razglasijo za umetniško delo, ki zasluži denarno nagrado in javno priznanje. To kaže na to, da so stvari v Sloveniji obrnjene na glavo. Kultura oziroma to, kar se dogaja in kar ne bila kultura, to je zgolj nek zunanji odraz tega, kar se sicer dogaja, in te stvari, ki jih pač vidimo, ki so na površini, bodo drugačne, ko se bodo tudi najspodaj spremenile v samem bistvu. Zato pa treba marsikaj narediti. Samo po sebi se stvari na boljše ne spreminja. Običajno je tako, da gre prej na slabše, ali pa se tava na mestu, ali pa hodi v krogu. Zdaj, pred nami je leto odločitev. Junija imamo državnozborske volitve, novembra lokalne volitve. To so najpomembnejše volitve, kar jih imamo. Lani smo imeli predsedniške volitve, volitve v državni svet posredne. Naslednje leto bodo evropske volitve. Vse so pomembne, ampak ključne so te, ki bodo letos, tako državnozborske kot lokalne, ker od teh volitev bo odvisno, kakšna bo Slovenija v celoti in kakšna bo posamična občina. Od Zagorja do Ilirske Bistrice, tukaj si bomo sami pisali usodo. Na obojih volitvah, oboje so pomembne. Za neko mikrokvaliteto življenja so mogoče lokalne volitve še bolj pomembne, ker tam se pol odloča, ali boste dobili pločnik ali ga ne boste, boste dobili javno razsvetljavo ali ne, ali bodo ceste
pokrpane, splužene, ali bo dovolj placa v vrtcih in tako naprej. To se danes v Sloveniji v veliki meri odloča na lokalnem nivoju in od tega, kako se izbira občinske svetnike, pa župane, je odvisno potem, ali se stvari premikajo bolje ali slabše. Danes imate v Sloveniji, imamo skupaj 212 občin. Jaz poznam vse, bil sem povsod, mnogih večkrat, večini velikokrat. V zadnjih 30 letih se vidi, kako se je kdo razvijal, in imate občine, ki imajo enako število prebivalcev, so enako oddaljene od centra, imajo približno enake naravne pogoje za razvoj, pa ene občine, v enih občinah se živi dobro, v enih pa precej slabše. Z istim denarjem, z isto dohodnino ali pa povprečnino so v nekaterih občinah pač sposobni župani in lokalni svetniki naredili več kot drugod. Se pravi, ni vse odvisno samo od tega, koliko denarja imaš, velikokrat je odvisno predvsem od tega, kako ga znaš uporabiti, kako dobro znaš gospodariti, kako si inovativen in tako naprej. Tako da od ljudi odvisno, no? Od ljudi odvisno, ki imajo v rokah žezlo, škarje in platno, in od njihovih odločitev. Zato so pač volitve pomembne. Ni vseeno, ali gremo na volitve ali ne gremo. Zdaj, mogoče je to malo v tem krogu, se sliši malo tako, trkanje na odprta vrata. Sej, vsi, ki ste tukaj, se najbrž zanimate za javne zadeve, ni vam vseeno, kaj se dogaja, in hodite tudi na volitve in naredite še marsikaj drugega. Tako da to ni naša tukaj samo kritika, to je pač ugotavljanje nekega stanja v Sloveniji, ki je v veliki meri takšno, kakršno je tudi zaradi tega, ker ljudje ne verjamejo, da je politika pomembna, da je politika lahko tudi dobra, da je pravzaprav vse odvisno od tega, kako se odloča na različnih nivojih. Tudi v firmah, podjetjih, če je dober gospodar, gre firmi dobro, če je gospodar slab, so lahko iste naravne danosti, še boljši delavci in tako naprej, pa propadejo, pa gredo v stečaj. Ampak to veliko ljudi v Sloveniji razume, ko gre za firmo, razume, ko gre za krajevno skupnost, razume, ko gre za družino. Občina je pa že malo oddaljena, država pa sploh. Si mislijo, to se kar nekje odloča, nič ne more vplivati na to. Moj glas nič ne pomeni, nič se ne bo spremenilo, ali grem na volitve ali ne grem na volitve, in potem boljše, da se čim manj ukvarjam s tem, boljše bom živel, če se ne bom nič zanimal za splošne stvari. In na zadnjih volitvah, ki so bile sicer pač volitve v narekovaju, pred 4 leti, polovica ljudi ni šlo voliti. Gledano iz bližine je pa stvar takšna, če se pametni ljudje nočejo ukvarjati z javnimi zadevami, potem končajo tako, da jim vladajo neumni. Se pravi, dobijo za šefe tiste, ki se pa s tem hočejo ukvarjati, in če se pametni odmikajo, bolj se pametni odmikajo, manj pametni prihajajo na vrh. In pride do negativne selekcije in pol pridemo do rezultata tistega starega pregovora, da slabe vlade izvolijo dobri ljudje, ki ne volijo. Slovenija je tipičen primer tega. Slovenija je tipičen primer rezultatov takšnega razmišljanja, volilne abstinence, nezaupanja ljudi v to, da njihov glas karkoli spremeni, in posledica tega so neizkoriščene priložnosti. Slovenija ima potencijale v smislu naravnih danosti, geostrateške lege,
splošne, relativno dobre splošne izobrazbe prebivalstva, delovnih navad, rekel, genov reda, če hočete, ne? V primerjavi z latinskimi državami ali pa kakšnimi južnobalkanskimi, so pač tukaj tudi zaradi 500-letne tradicije Slovencev v srednji Evropi še vedno drugačne, ne? Jih tudi to skupno življenje v Jugoslaviji ni čist spravljal v nek tisto okvir srbskega pregovora, lako ćemo, ne, kaj bi danes, bomo rajši jutri in tako naprej. Tako da te predispozicije Slovenci imamo, in če je upravljanje približno normalno, jih znamo tudi izkoristiti. In imamo, pa če gremo zdaj malo dlje v zgodovino, imamo obdobja, ko se je Slovenija razvijala hitreje od primerljivih okolij, pokrajin ali pa, če hočete, narodov, ki so imeli enake danosti. Recimo zadnje obdobje življenja v Avstro-Ogrski, slovenske dežele so bile povprečno razvitejše od severne Italije, ki je bila takrat tudi že deloma v Avstro-Ogrski. Če pogledamo leto 1991, ko smo se osamosvojili, severna Italija je bila skoraj 3-krat bolj razvita kot mi. 100 let prej pa smo šli v različne države, v različne skupnosti, rekel, z boljšimi predispozicijami. Leta 1938, ko smo bili še v Kraljevini Jugoslaviji, je bila povprečna plača v Sloveniji, takrat je zadnja statistika, okrog 80% avstrijske. Ko smo se osamosvojili, po tem, kar se je z nami dogajalo, času vojne in potem komunizma, leta 1991 je bila povprečna plača v Sloveniji, mislim, da 36 ali 37% avstrijske. Kupna moč je bila pa še nižja, ker prava primerjava blaginje je kupna moč. Ne zgolj tisto, kar lahko realno kupiš, kako realno živiš, ne zgolj tisto, kar odraža statistika po dohodku. Potem je Slovenija dokaj hitro napredovala. Leta 2008, ob koncu našega mandata, smo bili mi na 91% evropskega povprečja. Italija je bila pa takrat na 100, je bila evropsko povprečje. Slovenija kot celota je bila na 91%, osrednja slovenska regija, Ljubljana z okolico, je bila na 135% evropskega povprečja. Prekmurje kot najmanj razvita statistična regija pa na, mislim, da 67%. 4 leta prej je bilo to razmerje še bolj neugodno znotraj Slovenije, ampak v celoti je Slovenija takrat dosegla največji približek, ki smo ga imeli v svoji zgodovini nekemu razvitemu evropskemu povprečju. Potem je prišla kriza in slabe reakcije strani upravljalcev države na to krizo. V letu 2009, recimo, ko nam je dohodek padel, bruto domači proizvod padel za skoraj 10%, je Pahorjeva vlada povečala potrošnjo za 10%, stala je 20% luknja v javnih financah in to luknjo smo polnili z najemanjem kreditov. Slovenija je država, ki se je ne v Evropi, ampak na svetu najhitreje zadolževala v času krize. Smo prvi po hitrosti zadolževanja, iz 8 milijard smo prišli tam na 32 ali 34 milijard evrov. In iz 20% bruto domačega proizvoda letnega na preko 80%, v zadnjih 2 letih je to sicer nekoliko padlo zaradi predvsem politike Evropske centralne banke, ki je
poceni posojala denar in se je dalo nekatere kredite reprogramirati. Tako toliko so bili očitki slovenski vladi v zadnjih letih, češ spet najema posojila za to, da odplačuje staro. To je bilo pametno, mislim, to je bilo normalno ravnanje. Vedno je pametno vzeti cenejši kredit za to, da odplačaš dražjega. Ne? Tako da, tukaj je finančno ministrstvo ravnalo logično, ampak nismo bistveno zmanjšali celotne zadolžitve in to je danes ključni problem, zaradi katerega ljudje sprašujejo, tudi zdaj, ko so te razne stavke prave in, bom rekel, inscenirane, češ imamo gospodarsko rast, vlada se hvali za presežki, na plačah zdaj pa to ne pozna. Pa ni investicij, tretje razvojne vsi še vedno ne gradimo, železnice moderniziramo glih toliko, da kako rampo kje popravimo, pa tako naprej. Seveda, glejte, mi danes dajemo letno povprečju 1 milijardo evrov za obresti, za te kredite. To je ta denar, to, kar smo si sposodili, je pač treba odplačevati. Ne? In ta rast, ki jo zdaj imamo, če gre milijarda na leto za odplačilo obresti, ne? Samo obresti, potem, veste, to je 10% letnega proračuna. Ne, in če gledate proračun, pa odštejete tisto, kar gre za zdravstvo, za penzije, za funkcioniranje uprave in tako naprej, za investicije ostane nekaj odstotkov. In če moraš tisto dati potem za odplačilo obresti, pač za investicije ni. Ne? In se potem krpajo stvari in čudno zgleda, rast je 3%, 4%, 3% rast pomeni v denarju približno 1 milijardo evrov, ne, na leto. No in to je to. Če moraš to milijardo dati za odplačilo dolgov, ne moreš porabiti. In če hočeš investirati, se moraš na novo zadolževati. Tukaj pa je problem, ker obresti rastejo. Poleg tega pa je država zadolžena nad maastrichtskim kriterijem, ki je 60% letnega bruto domačega proizvoda, in kar pomeni, da si rizičen in je denar, ki si ga sposojaš, dražji. In to ne samo za državo, ampak tudi za podjetja z tiste države, za državljane. Ne. Zdaj smo del evropskega bančnega sistema, ne, evrosistema, kjer smo pač v evru in to se pozna. Torej, to razmišljanje, češ jaz se ne bom ukvarjal s politiko, dlje sem od tega, bolje mi bo, je samo iluzija. Ne, je samo iluzija. Manj se ukvarjaš s politiko, bolj se ta ukvarja s tabo, manj se pametni ljudje pa odgovorni ukvarjajo s politiko, več je prostora za nesposobne, ne, in na koncu dobimo, kar dobimo. In če potem na to cepte še slovenske razmere z nedokončano tranzicijo, kjer veliko stvari, ki bi jih morali urediti in postaviti na novo, ne, še nismo uredili, in majhnost države, razne medijske monopole in tako naprej, potem je seveda za nekoga, ki skuša na stvari vplivati ali pa jih obvladovati iz ozadja, to že toliko lažje delo. In tukaj ni treba, da tisti, ki skuša vplivati iz ozadja, obvladuje vse, pa odloča o vsem, to se itak nikoli ne da. Dovolj je, da obvladuje ključne stvari, finance, medije, ni treba, da obvladuje celo vladno koalicijo, dovolj je, da obvladuje tisto stranko, ki je ključ do večine. Včasih je to tudi stranka pri nas, ker imamo proporcionalni sistem, ki ima 5 poslancev, pa brez nje ni vlade. Ni treba imeti moč, da vplivaš na 41 poslancev, dovolj je, da vplivaš na 5, pa brez njih ni večine. Počasi je šlo tudi za manj. Ne? Saj, če se spomnite
zadeve pucko tam pred dobrimi 20 leti, en poslanec, ki so ga kupili, odločil mandat. In verjetno tudi smer, v katero je šla Slovenija, nedokončanje tranzicije. Ne. En glas je obrnil. Tako da, gledajte, tisto, kar je ključno za to, da pride v Sloveniji do normalizacije, do tega, da se stvari odvijale v smer, za katero smo, vsaj večina nas, ki je danes tukaj, ne, ki smo takrat že glasovali, zanjo glasovali na plebiscitu, ne, to je, vem, da imamo radi glasbo tukaj, to je fajn. Tako da, mislim, to ni problem. Če to muziko slišimo, nismo nikoli žalostni. Skratka, prepričati ljudi, da se bodo ukvarjali z javnimi zadevami, da bodo šli voliti, da bodo razmislili, preden grejo na volitve, ne, koga volijo, da se ne kupuje mačka v žaklju, ne, da se ne kupuje reciklažo v smislu novih obrazov. Ne, in to je treba razločiti. Ne. Zdaj kaže, da bomo spet imeli te poskuse na teh volitvah. Zdaj, novi obrazi v politiki, jaz to skozi ponavljam, so osvežitev, ne, so potrebni. Ne, tako in drugače pride do njih, že biologija to zahteva. Ne. In tudi nove stranke nastajajo v nekih normalnih, utrjenih demokracijah, ne tako, da se na vsakih volitvah 5 novih pojavi in tako naprej, ampak se pojavljajo, ker so pač tudi novi problemi, nova težišča, nove generacije z novimi zahtevami in tako naprej. In to je normalno, ne? In to ni problem. Problem je, če se stara vsebina skuša reciklirati in prodati kot nova. In to se je v Sloveniji dogajalo. Ne? Pri nas smo imeli liberalno demokracijo, še prej ZSMS, pol liberalno demokracijo, ki je bila 12 let na oblasti, pol je to z odhodom Drnovška propadlo in se je začela reciklaža. Ne? Nastala je stranka Zares, kdo so to naredili ljudje iz LDS-a in so se, njihov slogan je bil nova politika. In koliko 8 ali 9% ljudi je to kupilo, ne? In to je omogočilo pol tisto koalicijo in vlado Boruta Pahorja, ki je bila največji dizaster v zadnjih 25 letih, kar se tiče ekonomskih rezultatov. Ne? No, ampak to je pol zgrmelo in nastala je nova reciklaža, pojavila se je lista Zorana Jankovića. Zdaj tam, ne vem, če si gledal z veliko lupo, nekake svežine nisi opazil, ne pri tistih, ki so prišli na magistrat prepričevati Jankovića, naj kandidira, ne pri listi, ne. Ampak propagirali se je to kot nekaj novega, kot novi obrazi in ta lista je zmagala, je dobila leta 2012 na volitvah relativno večino. Na kandidatnih listah po krajih so bili ljudje, ki so prej kandidirali za Zares, pa za LDS in tudi politika, ki so jo zagovarjali, je bila podobna, ampak ime je bilo novo, pa se je pač kupovalo. Ne. Na naslednjih volitvah ta lista ni prišla niti v parlament. Ne. Prej mislim, da so dobili 29, na naslednjih volitvah niti enega. Se je pa pojavila lista Mira Cerarja. Ne? In se je zgodilo isto. Se je zgodilo isto. Reciklaža. Tukaj je bilo sicer navzven nekaj več novih obrazov, ne? Če pogledate sedanjo vlado, ampak njihova značilnost je bila, da so prišli v sejno sobo vlade in so vladali. Ne. Prej pa niso bili, noben ni bil, ne samo, da ni bil noben niti minister, ne. Če zdaj govorimo o predsedniku vlade,
noben ni bil praktično razen 2, 3, niti poslanec, niti župan, niti direktor kakega podjetja. Bili so uradniki, profesori, se pravi, lahko so bili čist kompetentni na tistih svojih mestih, ampak upravljati z nečim, kjer pač, ne vem, si šef oddelka s 3 zaposlenimi ali pa biti minister vladi, ker imaš ministrstvo, ker je pa 20.000 ljudi, pa je od tega marsikaj odvisno, ne. V državi je pa velika razlika, ne. Malo so se učili, malo so se menjavali, nekatere ministrice so prišle za 2 dni, pa odšle, na financah so bile sploh težave, na ključnih resorjih. Učna doba je trajala 4 leta, zdaj pa konec mandata, ne. Zdaj je konec mandata in ta lista, ali kako se zdaj že imenujejo, Stranka modernega centra, se bo zdaj borila za preživetje, ne. Stranka, ki je dobila, mislim, 34 mandatov, po zadnjih anketah je tam nekje med 4 in 8. Zdaj, če bo propaganda še naprej izrazito navijala za novo listo Marjana Šarca, potem lista Mira Cerarja ne bo daleč stran od usode liste Zorana Jankovića. In zdaj pa sami presodite, ali bo to res nek nov obraz, ali ne, bo to spet reciklaža. Ne. Težko je sicer karkoli govoriti naprej, pa obsojati, recimo Marjan Šarec je za razliko od Mira Cerarja, ki je prej pisal študije pa potne stroške zaračunaval za predavanja, vsaj župan, ne, neke občine, ki je najmanjša in nekaj verjetno več, je bil tudi drugič izvoljen. Problem pa je, da tam razen njega, ne vem, ne poznamo nikogar, ne. Stranka pa je več kot eden, ne. Že to je problem, ko vidite, da se neka stranka imenuje po imenu, ne. Morajo zazvoniti po imenu osebe, morajo zazvoniti, ne, pri pametnih ljudeh morajo zazvoniti alarmni zvonci. Ne. Če stranka nima drugega programa kot ime in priimek, zdaj, če nima pomembnejšega od imena in priimka, pol ne, gre zelo verjetno za reciklažo. Vse ostalo se pa pač skriva, zato ker je tisto, kar se skriva, ni novo, ne, pa bi pokvarilo ta vtis. So bili posamični primeri tudi v drugih državah, da je kje kdaj nastopila kaka stranka, ki se je imenovala po osebi, ampak trenutno se jaz takega primera ne spomnim. Pa poznam precej politikov evropskih in tudi nekaterih drugih držav, pa se zdaj ne spomnim nekega primera, da bi v neki resni državi nastopila stranka, ki se imenuje stranka, ne vem, Franca Jožefa, pa bi celo zmagala na volitvah, ne. Vsak skuša vendarle, tudi če se na novo ustanovi stranka, skuša vendarle dati nek poudarek, boljše je to neka socialna, demokratska, liberalna, konservativna, kakorkoli, ne. Hočejo z imenom povedati nekaj več, ne. To, da se tudi ljudje lahko lažje opredeljujejo. Zdaj, če pa ti rečeš lista Franca Janeza, mislim, kakšen program je to, kakšna barva je to, kakšne vrednote, ne. Kakšne vrednote so to. Ampak Sloveniji to nekako ne, dobi svoj tržni delež, ker se javnost na to pripravlja z medijskimi eskapadami in usmerjanjem, propagando, pripravo terena, subtilnimi sporočili, ki se jih sploh ne zavedamo, dokler pol čez par mesecev ne vidimo, ne, zakaj se je pravzaprav teren pripravljal. Tako da ključni napotek vsem, s katerimi se pogovarjate, pa sprašujejo, kaj glede volitev pa to, mora biti,
naj se na volitve gre, naj se malo premisli, ne. Z lastno glavo, ne z sliko televizijskega ekrana, ne, pa z tistih sporočil. Pa malo nazaj. Zdaj, običajno v zadnjih 3 primerih državnozborskih volitev je ravno tisti del volilnega telesa, ki je glasoval za takšno reciklažo, odločil, ne, smer. Določil naravo vlade in seveda tudi vse to, kar se je potem dogajalo, ne. Posledica so pač neizkoriščene priložnosti, uničeni sistemi in podsistemi. Zadnjih 2 dneh je aktualna Slovenska vojska. Velika žalost, kaj se je naredilo rekel, edino novo strukturo slovenske države, ne, ki je bila postavljena na novo in to načrtno, mene ne prepričal, da je to slučajno. Ne. S tem se je načrtno uničevalo. Zadnja leta predvsem preko plačnega sistema. Ne. Slovenski vojak dobi kaj 700 evrov na mesec, recimo občanstvo mladi ljudje, ki ima družino, še nerešen stanovanjski problem, kako naj preživi. In tudi če preživi, kako naj bo motiviran za upravljanje tega poklica. Ne. Čeprav v samem denarju ali pa v nekem strošku to pač ne pomeni veliko, že z notranjimi rezervami, znotraj samega ministrstva za obrambo, ker se tudi še vedno za marsikaj nepotrebnega troši, bi se dalo to urediti. Ne. Vlada lahko to reši z enim sklepom. Mogoče se to ni dalo v času krize, ker ne, se je stiskalo povsod, zdaj se troši povsod in to ni problem. Ne. Tako da marsikaj, kar na zunaj izgleda kot šlamastika, tudi ni šlamastika, ampak je načrtno ravnanje. Načrtno ravnanje. Ministrice in ministri stranke SD Slovensko vojsko načrtno uničujejo. To nikoli ni bila njihova intimna izbira, to tudi navzven kažejo z to svojo prisotnostjo na takšnih in drugačnih prireditvah. Posledica je pa to, da Slovenija v časih, ki so vse bolj negotovi, v časih, ko imamo ponovno plamteč mejni spor s sosednjo državo, Slovenija ostaja brez lastne delujoče vojske. Kljub opozorilom z vseh koncev, šele danes so zamenjali načelnika generalštaba, čeprav ministrica, ki je predlagala njegovo zamenjavo, je v bistvu za zadnja 4 leta najbolj odgovorna. Načelnik generalštaba, jaz sem ga poslušal na sejah odbora za obrambo, opozarja 4 leta na probleme. On ni tisti, ki razpolaga z financami. On lahko predlaga karkoli, če ministrica ne odobri ali pa ne zagotovi sredstev, pač bodo vojaki imeli raztrgane uniforme, pa čevlje, pa bodo brez municije pa nošli na usposabljanje, ali pa bodo imeli plače, ki jih ne motivirajo. Bodo polje malo bolniške, pa bodo delali v Avstriji 2 meseca na leto, da bodo preživeli. Ampak ta ministrica je predlagala zamenjavo načelnika generalštaba. V bistvu je morala vojska predlagati zamenjavo ministrice, ampak smo država s civilnim nadzorom nad vojsko, pa se pač to ne dogaja. Kakorkoli, stanje je tako resno, da se ga ne da popraviti čez noč. Lahko daste danes za Slovensko vojsko 100 milijonov, pa to ne bo nobena rešitev, ker je sistem tako zdegeneriran, da potreben čas, resni napori, vrsto kadrovskih menjav in osvežitev
sprememba plačnega sistema. Že to je norost, da je vojak del plačnega sistema kot administracija. To je neprimerljivo. Ne. Čeprav tudi znotraj tega sistema bi se dale stvari bolj reševati. Kratka, problemov cel kup. Junija je priložnost, ne, da se s tem resno spopademo. Slovenija je tudi sicer v svetu, v Evropi prišla do nekega ugleda. Od osamosvojitve naprej, tam, ne bom rekel samo do leta 2008, tudi naprej, je ta ugled nekako držal. Bili smo prvi, ki smo prevzeli evro, bili smo prvi, ki smo vodili Evropsko unijo, bili smo nekako smatrani za rekel, najbolj pametne v tem smislu, da smo izkoristili možnosti, ki jih je leta 2004 prinesel vstop v Evropsko zvezo. Daleč najbolj smo se pogajali tudi za naš delež v evropskem 7-letnem finančnem načrtu oziroma proračunu. Tako leta 2007-2013, kot tudi 2012 za 2013. Potem se je pa ta podoba začela rušiti. In to je problem. To je problem, ki se odraža potem povsod. Recimo za enega gospodarstvenika, ki posluje na evropskih ali pa na svetovnih trgih, je zelo pomembno, da prihaja iz države, ki ima nek ugled. Tako kot je, ne vem, za vas tudi pomembno, ali prihajate z neke vasi, ki ima stvari urejene, iz družine, ki je urejena, iz občine, ki je na dobrem glasu, iz podjetja, ki je dobro, za gospodarstvo in izvozno gospodarstvo v Sloveniji je gonilo razvoja in gospodarske rasti. Ni Ahilova peta, kot je rekel Luka Mesec. Zdaj to res človek ne more verjeti, česa se ljudje znebijo. No, skratka, za vitalni del slovenskega gospodarstva je ugled države pomemben. Absolutno pomemben je pa tudi za tuje investitorje, ki jih potrebujemo. Vsak najprej pred očmi neko splošno sliko, ki se ustvarja skozi daljši čas in na katero pač stvari, ki se pri nas dogajajo, vplivajo v zadnjem času pretežno negativno. Recimo pranje milijarde evrov za Iran v času trojnih sankcij. Tega na noben način ni možno predstaviti kot prispevek k večjemu ugledu države. Vsi se sprašujejo, kako je to mogoče. 2 leti največja državna banka, 33,000 transakcij, plačevanje iranske agenture, nabave sredstev za izdelavo jedrskega in kemičnega orožja, plačevanje agentov v Evropski agenciji za jedrsko varnost, Evropski vesoljski agenciji. Danes to preiskujejo policije številnih evropskih držav. Glejte, to hkrati je pa tukaj obljuba Slovenije iz leta 2013, da bomo do konca tega leta, lanskega leta, že to banko prodali. Če ne drugega, zdaj taka reputacija vsaj za polovico znižuje potencialno ceno delnic te banke, dela milijardno škodo v Sloveniji. Zdaj, tukaj bo itak še večja komplikacija, ker vlada te obveze enostavno
ni izpolnila. Zdaj Evropska komisija proučuje sankcije. Seveda bodo te sankcije prišle v mandatu naslednje vlade. Če to naša vlada, bomo kar mi krivi pol za to, ne. Kot običajno, ne. Zdaj pa se vsi delajo, ne, pač nismo prodali, ne držimo se obvez. V isti sapi pa potem predstavniki naše vlade zahtevajo od Evropske komisije, da disciplinira Hrvaško, ker se oni ne držijo arbitražnega sporazuma. Veste, to ni verodostojno, ne. Kdorkoli se je kaj ukvarjal s tem, pa bil malo po svetu veda, zunaj pač enostavno niso neumni, ne. Ne moreš ti najprej reči, jaz se teh pravil ne bom držal, potem pa zahtevati od sogovornika, zdaj pa ti mojega soseda prisili, da se bo držal teh pravil. Zdaj, potem pa vidimo na naših televizijah izjave teh evropskih politikov, ki jih ne razumemo, ne, mislimo, da so oni bedaki, ker je to tako prikazano, ne, v resnici gre pa za našo neverodostojnost. In tukaj je velik problem, ne. S tem, da ko gre za arbitražni sporazum, je nenavadno, ne, da Slovenija na vsak način želi to uresničiti, čeprav gre v našo škodo, ne. Hrvaška se pa upira temu, čeprav gre v njihovo korist, ne. Na kopenski meji je Hrvaška dobila s to razsodbo od 15 teh delov, ki so pomembni, ne, ker gre za obsežnejša ozemlja. Od 15 točk je dobila 12, mi pa 3. Na hrvaško stran je šlo, mislim, da 65 slovenskih državljanov, na našo pa 7 hrvaških. Na morju smo dobili, ne dobili, smo izgubili četrtino Piranskega zaliva, če v naši pravi, da smo ga dobili, mislim, vsi, ki smo kadarkoli šli v Piran pred osamosvojitvijo, vemo, da je bil to vedno Piranski zaliv. Tudi na hrvaških kartah je pisalo Piranski zaliv, ne. Savudrijska vala se je pojavila po 90 letih, nikoli prej tega imena v zgodovini ni bilo, ne. Se pravi, smo izgubili četrtino, predvsem pa smo izgubili teritorialni stik naših voda z mednarodnimi vodami. In zdaj bi mi to na vsak način radi uveljavili, to razumi Bog. Hkrati pa zadnje dni poslušamo, kako so hrvaška sodišča iztožila Novo Ljubljansko banko za neke dolgove, za katere je Hrvaška dvakrat podpisala, da gredo pod vprašanje nasledstva. Ne, kajti tudi hrvaška podjetja imajo dolgove do nekdanje podružnice Ljubljanske banke in če bi se tisto vse dalo na mizo, se v glavnem to izravna. Hrvaška je dvakrat podpisala, enkrat sem bil jaz podpisnik na slovenski strani v Mokricah, prednji slovenski parlament ratificiral njihov vstop v Evropsko unijo. Oni so se obvezali, da se bodo vsi postopki zaustavili. Zdaj jih pa peljejo naprej. Ampak to ni najhujši škandal, ne? Na njih pač ne moreš vplivati. Najhujši škandal je, da ljudje v vodstvu Nove Ljubljanske banke to plačujejo. Pravi, oni ne spoštujejo slovenske zakonodaje, naši bankiri ne spoštujejo slovenske zakonodaje, ne spoštujejo mednarodnega prava, spoštujejo hrvaške sodne odločbe. Pa se nič ne dogaja. Mi razmišljamo o tem, da bi vložili predlog ustavnega zakona, ki bi enostavno prepovedal slovenskim sodiščem izvršbo teh sodb, ki so v nasprotju z mednarodnimi obvezami Hrvaške. Ker na koncu, ne, če Nova Ljubljanska banka to plačuje, to pomeni, da vi plačujete. Banka je v državni lasti.
vaš denar gre še vedno, od vaših položnic gre za sanacijo te banke. In zdaj se preliva še na Hrvaško. Ljudje, ki to počnejo, gledajte, zaslužijo kazenski pregon. So nobene reakcije strani vlade, nisem videl, nobenih kamer ni pred finančno ministrico, da bi vprašali, kako je možno. Očitno so še tole temo, ki je malo zagorela, zdaj prekrili z menjavo načelnika generalštaba in stanjem Slovenske vojske in tisto se kar nekako pozablja. Ne. Tako da, gledajte, dogaja se veliko stvari, ki neposredno vplivajo na to, da so vaše plače in pokojnine nižje, kot bi lahko bile, da so številke na položnicah, ki jih plačujete, višje, kot bi bilo potrebno, in vse to je politika. O vsem tem odloča politika. Zdaj, če nočete, da se je to nadaljevalo, je pač treba stvari vzeti v svoje roke, iti na volitve, prepričati čim več ljudi, da bo to tudi naredilo, predvsem pa jih prepričati, da je pomembno, da se ukvarjajo z javnimi zadevami. Ne. Drugače bo še bolj tako, kot običajno jamramo po gostilnah, da je, ne. Ko je treba kaj narediti za to, da se spremeni, pa smo pa običajno za en korak prekratki. Je toliko v malo daljšem uvodu, kot je bil načrtovan, zdaj pa se prej dogovorila, da če je kakšnokoli vprašanje, zdaj s čemerkoli, kar vas zanima, prosim. Tudi mikrofon imamo. Imamo tudi mikrofon, če so kakšne vprašanja, tako da neposredno lahko zdaj predsednika vprašate. Slišali smo marsikaj, kar bi bilo dobro, da se zapomnimo. Ena izmed prvih stvari je ta, da se je nujno ukvarjati tudi s politiko. In to res moramo mi se ukvarjati, moramo ljudi animirati, da se bojo ukvarjali in s tem, da bojo šli na volitve in seveda ljudem povedati, kaj mi delamo in kaj bi pa mi naredili. To je eno izmed pomembnih sporočil. No pa prosim, če je kakšno vprašanje. Slavko vedno v let prebijati. No, jaz bi nekaj pokomentiral, ker jaz se strinjam, te volitve so usodne, tudi javno napoveduje Levica nami, 60% ustavno večino, plane nas bojo rusko zgodbo, tle bo lahko še ta kaos, sicer sem po naravi pesimist, ampak upam, da se tle motim, nikoli pa ne veš, kako bo. Skratka, zmagati moramo. Zdaj pojmo pa po korakih. Se spomniš, pred 20 leti, ki si rekel, da so slovenski volivci pametni. Jaz sem rekel, nažalost, da so neumni. Ko sem predaval 98. leta na fakulteti sindikati in politika, je bila takrat anketa za 10 držav pristopnic v Evropsko unijo in ta fakulteta je za Slovenijo to anketo delala, so ugotovili, da smo Slovenci najmanj pismen politični narod v teh 10 držav, verjetno pa tudi v Evropi. Nažalost je to dejstvo, ki ga moramo upoštevati. Zdaj pa, kako se zmaguje? Oktobra meseca 80. leta, 90. so bile volitve v Srbiji. To je bila edina država, pa Črna Gora, da so komunisti preimenovani v socialiste zmagali. Zakaj je Milošević zmagal? Ker je oktobra so volitve, septembra je vdrl v monetarni sistem, ker naslednji bi potem decembra, vzel ven milijardo dolarjev vseh nas in za 50% dvignil plače pa penzione. In kar naenkrat so v Srbiji, ki ne marajo komunistov, zaradi tega, ker jim je dal žep, so ga zvolili. Pepe Grillo, zdaj bo verjetno zmagovalec v Italiji, kaj on obljublja? Penzionistom večje penzione. Drnovšek je prišel 92. na oblast, aprila meseca, kaj je to prvo naredil? Za 40% je dvignil plače. Narod, nažalost, je materialist in šteje to, kaj bomo dali. Mi moramo jasno in glasno povedati, kaj je v tem momentu narobe v tej državi, ker mi prvič plačnega sistema nikoli nismo imeli. Prejšnji sistem je 75. leta naredil samoupravni sporazum, ker prejšnji sistem je to urejeval samoupravnimi sporazumi.
Ta nova država pa nikoli ni naredila. Imamo sicer kolektivno pogodbo, imamo ne gospodarstvo, ampak je kaos. Spomnimo se samo naša država, ministri, posamezni ministri v preteklosti so tekmovali, kjer bo svojim zaposlenim večjo plačo dvigoval. In kakšne probleme smo imeli 2008, da smo naredili približen red v javni upravi, pa ni bil narejen. In danes imamo to stanje z temi sindikati, kot ga imamo. Posledično penzije. Penzije so zdaj v bistvu stale in mi smo zdaj edina poprečje Evropske unije je, da država daje za penzijo 14% bruto proizvoda. Mi smo padli iz 11% na 10%. Dogotavlja se, da so zdaj pokojnine drastično padle naspram povprečni plači, naspram vsem ostalim. Ogromno ljudi je zdaj že revnih, govorim za tiste, ki so hodili 40 let v službo, pa so danes tudi to plačno, odnosno pokojninsko reformo, ki je Rop naredil 99 leta, vemo, so padli z 83% na danes na 59%. To so problemi, s katerimi moramo priti, ker Arjavc bo padel. Definitivno tudi zdaj 2% mu ne bo pomagal nič, ljudje so strašno nezadovoljni, ker so se zavedali njegovih 1000 evrov pa tako naprej. Danes so tle, rekel, prišli k sebi. In tle bo najmanj 50 000 volivcev, ki bojo šli na volitve, odpadli od njega in iščejo, komu bo dal glas. Zdaj moramo spet videti polovico. Zakaj polovica ljudi ne hodi v bistvu na volitve? Zaradi vseh teh razočaranj, ker mi, nažalost, vse to smo bila zraven, pa vemo, nismo te krivice bivšega režima popravili. Vedno to poudarjam, kaj se dogaja, kaj je tipičen primer. Vsi ostali smo včasih imeli 10 let pokojninska doba, vsa kompletno notranje ministrstvo pa vojska, zadnje leto, zadnji mesec. In danes imajo miličnike, pa tisti, ki so šli 89 leta v penzijo, po 2000 evrov penzije. Zadnji smo imeli Kosos, ki je prišel od notranjega ministrstva, predstavnik upokojencev, rekel, imajo po 600-700 evrov je razlika za isto delo od tistega, ki je šel takrat v penzijo, pa zdaj. Kratka, tle so problemi, ki jih mi moramo ven dati, povedati, tudi zadnji sem povedal, oficirske plače, odnosno JLA. JLA si je 91 leta za 100% dvignil plače v celi Jugoslaviji. Vendar potem, ko danes so penzije, samo Slovenija to neustavno akt vojske upošteva in mi plačujemo, poprečje penzije 600 evrov, oficirskih JLA-jskih 1100 evrov, da ne govorimo o generalih, ki imajo po 1600-1700 v Sloveniji, v Srbiji isti generali za isto delo 500 evrov, da se razumemo. Vse te zadeve mi moramo na en način spraviti skupaj, pa to zelo intenzivno že od jutri naprej govoriti, da so to krivice, da to več ne more biti, da ta slovenski delavec, ki gre vse to plačuje. Tudi moja teorija, sem rekel zadnjič, od 9 milijard proračuna je milijarda denarja, ki se vrče stran. Zadnjič so imeli po svetu delavcev, državnem svetu, ne vem, če si gledal, je prišel gor Lojze Sočan, vemo, kdo je to, on je rekel 2 milijarde denarja se stran meče v tej državi. Tu denarja se zafrčka z ene parazite, z ene privilegije, vemo, kaj se vse dogaja, ogromni denar, ljudje pa to vidijo. In vidijo tudi to nebogljeno politiko, ker v očeh volivca ne vidijo nekoga, ki ostane ta nered, ta kaos, ta krivico res prav. Če bomo mi zdaj v teh 3 mesecih to ustane, to si dovolj pametno, tam če hočeš spraviti skrb, se lahko usedemo, intenzivno delamo, garantiran 100% zmago. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz bi še vprašal Janšo, kako je zunanjo politiko v Sloveniji, ki je zelo slaba. Pa kjer je bil prvi novi obraz v Jugoslaviji pa v Sloveniji, če kjer je bil? Novi obraz. Jugoslaviji delno pa pol v Sloveniji. Bravo. Niste vedeli? No, se je pa začel, ne? Evo. Pa v zunanji politik, no, če bi malo spregovorili, ki je zelo važna za našo državo. No. Pa kar naprej, da še tam je vprašanje. Gospod Janša, mene pa zanima, kaj bi se dalo narediti glede tega, da bi mediji nam govorili bolj resnične novice oziroma da bi tudi kaj drugega slišali, kar se dogaja in ne bi širili propagande. Hvala.
Še kakšno vprašanje? Jaz pozdravljam gospoda Janšo, bi pa rad vprašal glede kolobocij, ki so v zdravstvu. Jaz sem v pokoju zdravnik, ne, pa me zanima, kam bo to peljalo. Kam bo peljalo in kakšno imamo mi stališče naša stranka do zdravstva. Do teh problemov, ki so zdaj nastali, grozna birokracija, neumna. Jaz bi samo vprašal tule, a imamo kakšne podatke, jaz si že nikoli ne zasadim, ali pa jih ne trofim, kakšna je gledanost naše 24 nove, ker javni mediji ne bojo objavili, sigurno da ne, pa se pravi, da je nekaj narobe, mislim narobe, da je zelo velika gledanost, ker če bi bila slaba, bi jo verjetno objavili. A je to možno, da se to zvej? Ja, jaz nisem zasledil še nikjer. Gledamo pa Facebook. Jaz... Ja, tu mislim. Hvala lepa, jaz bi prosil za odgovore. Naj še kdor še ima, da bom Pa še, da bom pol vse skupaj. Dajmo sforsirati, da se plača poštevcu gledanost RTV 1 pa 2 pa 3. Pa naj se grejo Slovenija. prosim. Pozdravljeni seveda tudi z moje strani, ampak hočem nekaj vprašati. V našem taboru je vse jasno, ne? Vsi smo prepričani. Ne? Zdaj, kako ključ za uspeh je verjetno prepričati nasprotni, se pravi tabor, ali pa kako bi rekel volilce, ki niso prepričani na nasprotni strani. Ne? Tam pa vas osebno, pa čeprav ste prej dejali, stranka ni en sam človek in tako naprej, ampak v Sloveniji je realnost taka, da se voli pretežno ime in priimek glavnega v neki stranki. Ne? In na nasprotni strani vas redno prikazujejo kot čustvo, ni pozitiven. To se moramo zavedati. Ne? In mislim, da je tukaj velike rezerve, se pravi, če bi se to odkrito povedali, ker jaz vem, mislim, prebral sem vašo knjigo, tle je ena sama ljubezen do našega prostora, do našega naroda, do našega ljudstva, ne? Nasprotna stran tega ne ve. Tako da apeliram, da bi se šel v to smer, ja, volilci ne vejo, ne? Seveda vejo, dobro vejo. Hvala. Ja, zdaj nekje do 10 rabimo zdaj. Bomo malo skrajšali. Ne. Glejte, glede Slavko, glede neumnih volivcev. Ne. Jaz še vedno mislim, da Slovenci niso neumni volivci. So pa slovenski volivci med zagotovo v špici tistih volivcev, ki so najbolj enostransko informirani, ne samo v Evropi, ampak na svetu. Zdaj, take koncentracije enostranskega prikazovanja dejstev ali pa tudi laganja, če hočete, kot je v Sloveniji, tega danes ne boste našli nikjer. Še posebej ne v nobeni državi, ki se ima za približno demokratično. Pa tudi kje drugje ne. Nekaj let nazaj sem bil vodja ene ameriške delegacije, ki je nadzorovala oziroma opazovala volitve v Nigeriji. Predsedniške volitve v Nigeriji. To je največja afriška država, 150 milijonov prebivalcev, pol muslimanov, pol kristjanov, komplicirano okolje, maksimalno, zdaj imajo Boko Haram, težave, ugrabitve in tako naprej. Država hkrati je ena najbogatejših na svetu, nafta, rude, diamanti, zlato, ampak večina države v temi, ne, se pravi, ne znajo tega izkoristiti in imajo še veliko dela, da bo to več ali manj normalno okolje. Ampak gledajte, tej državi imajo, po moje, 100 dnevnih časopisov,
ki je šli čas angleška kolonija. In to so različni časopisi, razumete? Ne? Tam je bilo nekaj kandidatov za predsednika, 2 glavna, približno polovica jih je navijalo za enega, približno polovica pa za drugega. In tam, ker smo mi bili, ljudje so oboje brali. Isto imajo, ne vem koliko, 6 ali 7 nacionalnih televizijskih kanalov, zvečer, ko si gledal tam. Eni so navijali za enega in so navijali za drugega. Ljudje so lahko oboje videli povsod. Tam jim ni bilo treba z delnicam delati nove TV, zato da se bo to malo uravnotežilo. Je to afriška država Nigerija, kjer pač tam v predmestju glavnega mesta nimajo ne vode, ne elektrike, ne imajo sicer vsi mobilne telefone, tudi najstniki, ki jih polnijo na sončne celice, tako da niso ravno neizobraženi, ampak kar se demokracije tiče, tam so pogoji za to, da ljudje volijo realno, se pravi, da poznajo obe plati boljši kot v Sloveniji, ki je članica Evropske unije in zveze NATO. Ko sem jaz tisto gledal, vejte, da ne govorim o evropskem okolju, o državah, ki so bile včasih daleč za nami, pejte danes po državah Višegrajske skupine, Slovaška, Češka, Poljska, gledajte, ne glede na to, kaj naši mediji pišejo o njih, tam imajo demokratičen medijski prostor. Recimo, prejšnji teden sem bil na neki konferenci v Budimpešti, slovenski pa tudi še kak drug evropski tisk, prikazuje madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana kot ne vem kakšnega diktatorja in tako naprej. Če pridete v Budimpešto, odprete časopise, gledate televizijo, tam 3/4 medijev ga kritizira, razumete? Če je on diktator, se to ne bi dogajalo. Za Sloveniji nobena prav, da je diktaturo, pa pogledajte, kako mediji enostransko poročajo. Vlado kritizirajo takrat, kadar ni njihova. Drugače pa kritizirajo opozicijo. Tako da slovenski volivci niso. 90% ljudi ne ve, kaj je koalicija, kaj je opozicija. To je problem Slovenije. 90% ljudi pa ne zna našteti, kjer stranke so v vladi, kjer je poklici, kjer govorijo, da sti na vlasti. To je problem Slovenije. Se ne govorim zdaj, kjer bolj za nas, kjer pa za une. Tekst osnovnih pojmov, kako deluje demokracija na vlada. Da to ne bomo. Že Slavko, sam, glej, ne vem, tudi noben od nas, razen tebe, tukaj ne zna vlaka voziti, ker nas ni noben naučil. Če v šolah ni temeljnih znanj o tem, kaj je država, kaj je demokracija, kaj so volitve, kaj je osamosvojitev, kaj je enakopraven politični boj, kaj je vlada, potem ok, se ti lahko še sam naučiš, ampak potem, če tega nekega osnovnega pristopa ni niti v medijih, potem ga tudi ni v javnem prostoru. In zadeva se da potem prikazovati tako, da je belo črno, črno belo in se da lažje manipulirati. Ampak to ni zaključek tega, da so slovenski volivci neumni. Zaključek tega je pač pol, da dobri ljudje izvolijo slabo vlado, ker pač mislijo, da se nas plača voliti, da ne vejo, kako stvari delujejo in tako naprej. Zdaj, pričakovati od nekoga, ki se komaj prebija skozi življenje, da bo pa še vse tisto, kar bi mu mogla dati družba, se pravi šola, mediji, kulturno okolje in tako naprej, da si bo pa sam pridobil še dodatno, nekateri si bodo, mnogi si pa pač ne bodo. Tako da to je najlažje reči. Volivci so neumni, nikoli ne bo nič drugače. To je bolj drugače. No, vidiš. Zdaj, kar se tiče pokojnin, zdaj, konkretno realno stanje glede pokojnin v Sloveniji je
največjih množičnih krivic pri nas. Se pravi to, da so ljudje delali polno delovno dobo ali pa blizu, ne? In da danes dobijo nekaj 100 evrov pokojnine. Ne? To je kraja, ki se ponavlja iz meseca v mesec. Ne? Ker po drugi strani imaš pa ljudi, ki so delali pol delovne dobe, pa dobijo 3-krat večjo pokojnino in jo dobivajo zdaj že dlje časa, kot so bili prej v delovnem stažu in bodo še toliko časa dobivali, ne? Ker so šli v penzijo pri 38 letih ali pa 45. Ne? Mi smo del tega skušali popraviti. Ne? Mi smo z zakonom, ki je bil sprejet 2012, oklesli te stvari, ne, ponekod tudi za 40%, da bi dobili tudi denar za izravnavo, ampak je Ustavno sodišče to razveljavilo. To je prva stvar, ne? To je prva stvar, ki je Ustavno sodišče razveljavilo, potem, ko je naša vlada padla. Če je kdo mogoče pozabil. Češ, da so to pravice, ki so garantirane z Ustavo, kar ne velja. Ne? Ampak, glejte, Ustavno sodišče je pač zakon in tako to je. Oziroma tako, ne? Zdaj, če preberete tisto odločbo, so napisali zelo zvito. Oni niso rekli, da se tega ne sme narediti. Ampak so napisali, da je treba to narediti na drugačen način. Mislim. Tako da pot je še vedno odprta, ne? Zato ni treba, ni dovolj samo večino v parlamentu, ampak tudi drugačna večina v Ustavnem sodišču, ker če bo Ustavno sodišče takšno, kot je, bo ponovno to razveljavilo. Ne? Tako da stvar je mogoče malo bolj komplicirana, kot izgleda. Je pa možno nekaj narediti tudi z popravki pokojninskega zakona za teh nekaj 100 000 ljudi, ki so dejansko, ki se jim krade denar, ki so ga zaslužili in ki so ga tudi prispevali iz svojih plač. Ker pokojnina ni socialna kategorija, pokojnina je pač plačilo za delo, ki si ga za minulo delo, oziroma dobivaš nazaj tisto, kar si takrat dal. Tako kot tisti, ki zdaj delamo, pač plačujemo v penzijski sklad, ga ne uporabljamo mi, ne bodo pa tisti, ki bodo čez pač toliko let delali, ko mi v penziji, pač plačevali za nas. To je solidarnostni sistem. Ampak tukaj se da za vsakega zračunati. Ne? In so tudi izračuni, sam so bili različni pristopi, kot si ti prej razlagal. In seveda, če nekdo dobi 3-krat več, bodo 3 drugi morali za njega dati. Ne? Tako da, kar se tiče pokojninske situacije, je to najbolj množična krivica, ki se trenutno v Sloveniji dogaja. Ste pa upokojenci zelo potrpežljivi. Pa 10% jih voli za Desus, ki je stranka, kjer so koncentrirani tisti, ki imajo privilegirane pokojnine. Desus ni stranka upokojencev. Desus je stranka, ki jo vodijo privilegirani upokojenci. Če pogledate njihove organe, od sveta do izvršilnega odbora, Zemo Erjavca, ki ni še upokojenec, boste tam našli vsi takšni, o katerih je prej Slavko govoril. Sam pa je po Slavku, da smo res butasti. Ljudje tega tudi premalo vejo, razumete. Ko vi to nekje govorite, bodo skoj rekli, da ste nesramni, da koga žalite, da je to sovražni govor, da so to pravice, ki so pridobljene, ki se jih ne sme imati. Skratka, takoj se spela. Takoj se spela to. 2 milijarde denarja je viška od proračuna, 200 milijonov za nakamot prestavljati. Slavko, niso stvari tako enostavne. Ne? Ni 2 milijard viška, ni nobenega viška, ni. Ti viški, ki se ustvarjajo, gredo za obresti, nobenega viška ni. Kar je ostalo, porabimo
Ne, vlada Mira Cerarja je zaposlila 10 tisoč novih ljudi v administraciji in v javnem sektorju. Ne, tako da brez neke racionalizacije tukaj se ne bo dalo nič narediti na pokojninskem sistemu in to bo pač treba narediti. To je v našem programu. Ne. Jaz to ponavljam velikokrat, objavljamo infografiko, ker je to natančno razloženo. 2,4-2,8 so šle realne plače gor za 24%, ne za 15, za 24% in pokojnine so se usklajevale s plačami, so šle tudi pokojnine gor v celoti. Kjerkoli vidite kakšnega upokojenca, mu to povejte. Ja, lejte, ja. Marsikdo pravi, ni res. Kje pa to piše, pravi? Ja, ne, je res, je dokazljivo, samo na nacionalni televiziji pa na Pop TV tega ne boste nikoli slišali. Temu se izognejo. Ne, tega ni nikoli bilo. Ne, nikoli. Če že pravijo... Ja. Ok, potem znanje politika, ne? In da smo debato zelo... Znanje politika Slovenije je zmedena in škodljiva. Včeraj sem imel obisk ruskega znanega ministra, ki je kar na mesto našega znanega ministra rekel, da je znanje politika Slovenije uravnotežena. Ruski znani minister je to rekel, ne? Naš je pol ponovil. To. Zdaj, ja. Glejte, Slovenija je članica Evropske unije, ki zdaj, odločitev so že sprejeta, dela tudi tole obrambno krilo, ne? Kot del evropskega krila NATO. Smo člani NATO. Mi ne moramo imeti enakega odnosa do Amerike, ki je naš zaveznik, ker smo v NATO, in Rusije, zoper katero imamo trenutno v Latviji četo vojakov v sestavi NATO, zato ker Rusija ogroža vzhodno krilo NATO. Zdaj samo, ne vem, totalno nor človek lahko reče, da moraš imeti enak odnos do zaveznika in do grožnje. In to je eno znani minister včeraj rekel, zdaj je ponovil za ruskim znanim ministrom. Ok, Slovenija gospodarsko sodeluje z Rusijo, podjetja sodelujejo nič narobe, ne, sodelujemo z marsikom, ne, trgovina je globalna in tako naprej. Rusi bodo, ne glede na to, kaj bo Realc rekel, pri nas kupili tisto, kar rabijo, in če ne rabijo, ne bodo kupili, ne, pa tudi noben drug ne bo. Ne. Tisti, ki misli, da je zaradi tega, gledajte, v mandatu 2,4-2,8 je bila trgovinska menjava z Rusijo in da že preko milijarde evrov. Pa nismo nikoli rekli, da, ne vem, je to, da vodimo uravnoteženo politiko, nihče ni pomislil, da smo mi proruski ali kakorkoli, mi smo čisto normalne odnose z njimi, ne, mi smo kupovali tam plin, ker ga rabimo, oni so pri nas kupovali od Iskre aparate, pa od Krke pa Leka tablete in zdravila in to še vedno delajo. Ne. Danes je pa ta menjava za 30% nižja, ne, čeprav govorijo, kako smo, ne vem, pa spomenike postavljajo, pa skratka, imamo znanega ministra, ki je bil v času svojega mandata 13krat v Moskvi, pa nikoli v Washingtonu. Zdaj pa pričakujemo, da bo, oziroma pa smo pa užaljeni, ker ameriško znanje ministrstvo noče podpreti Slovenije proti Hrvaški. To lahko potem dejansko pričakuje sam nekdo, ki ima čisto prazno glavo.
Glejte, jaz poznam veliko bom rekel, tujih politikov, tako in drugače komuniciram, sem podpredsednik Mednarodne sredinske internacionale, tako da približno vem, kako se na nas gleda. No. In ugled Slovenije danes je nižji, kot je bil kadarkoli. Ne. Predvsem zaradi verodostojnosti. Ne. Če si v nekem zavezništvu, potem moraš biti pošten do zaveznikov. Pač, ne. Če pa misliš, da ne spadaš tega, moraš iti pa ven, pa iti drugam. Če pa blefiraš, eno govoriš v Bruslju, drugo govoriš v Moskvi, potem ti nihče ne verjame in ko jih rabiš, te pač ignorirajo. In to se nam dogaja. No. Vidi se po teh naših kandidaturah, kako čez pridejo. Ne. Pa pol Danilo Türk misli, da bo generalni sekretar NATO, ker ga Moskva podpira. Ne. Pa Nina Beteto misli, da bo evropska sodnica, pa dobi 14 glasov od 600 možnih. Ne. Pa gospod Klemenčič misli, da bo evropski ombudsman. Ne. In tako naprej. Ne. Tam se pa stvari ustavijo. Pa Alenka Bratušek, da bo komisarka. Ker mislijo, da propaganda, ki je pri nas vse prisotna, seže čez Karovanke, pa pač ne seže. Ne. Tam v glavnem veljajo dejstva, ne? Pa interesi, absolutno. Kar se medijev tiče, Nova 24 TV, gledanost je merljiva. Ne? Ti programi, ki so na kablih, so merljivi. Ne? Tudi za vašo televizijo verjetno veste, kakšen je doseg in koliko ljudi gleda, ker je pač to elektronsko in se da ugotoviti. Ne da se ugotoviti, koliko ljudi gleda preko zemeljskega sistema. Ne? Je pa Nova TV tudi na multiplexu, se pravi, tudi tisti, ki niso v kabelskih omrežjih, lahko z osobno anteno Nova TV gledajo. Pop TV ne morejo več, Planeta ne morejo več, kanala tudi ne. 20% približno gospodinjstev slovenskih je samo na sobnih antenah in tam lahko gledajo programe nacionalne televizije, Novo TV, mislim, da je Golica še tam, pa še par regionalnih posamičnih delih Slovenije, ampak tako da cel nacionalni prostor pokriva in da je 6 programov tam. Tako da v tistem delu je verjetno Nova TV še bolj gledana kot na kablih, se pa to ne ve, ker je to nemerljivo. Ne. Zdaj, kar je kabelskega sistema, je pa gledanost po povprečju 100.000 na dan. To je lepo, sam kombinacija programov nacionalke in Pop TV-ja pa tam doseže 600-700.000. So tam tudi filmi, športni prenosi in tako naprej, ampak tudi informativne oddaje. Ni tukaj še ravnotežje, če kdo misli. Ne. Je vseeno boljše, tudi ne da se več tako lagati, kot se je včasih, oziroma ni tako enostavno. Ni pa še vedno ravnotežje. Tudi pač Nova TV ima eno ekipo, pa če je 5 dogodkov, lahko enega pokrije, ne. Nacionalka jih ima 15, pa običajno naših ne pokrije. Ne. Tako da je to. Zdaj, da bi se plačevalo tisto, kar gledamo, ja, to bi bilo pravično. Ne. To bi takoj spremenilo medijski prostor, kar se televizije tiče. Ne bilo več te arogance, danes pa od naročnikov, imetnikov električnih števcev, nacionalka dobi 100 milijonov na leto. Delajo, kar hočejo. Ne. In smo, kjer smo. Zdaj, kar se tiče zdravstva, osnovni problem zdravstva je nered. Tudi tukaj, tako v Sloveniji imate bolnišnice, ker ni čakalnih vrst, ker je urejena stvar, o njih v glavnem ne slišite, kaj dost.
ampak žal med njimi ni največjih, ne? Ki so tudi najdražje in kjer je tudi največ ljudi zdravih. V času mandata Mira Cerarja in Milojke Kolar kot ministrice so se čakalne vrste ponekod povečale tudi za 40-50%. Oni pa pravijo, kako so to vse fajn naredili. Zakonodajo, ki so jo predlagali, seboj sicer nekaj koristnih rešitev, ampak 80% je pa ali blef ali pa v nasprotno smer. Zdaj ta grožnja, kako bo družinski zdravnik kaznovan, če bo izdal neupravičeno napotnico, to je po mojem mnenju velika neumnost. Ne? Bolje, da izda eno preveč kot eno premalo, ker za tisto eno premalo lahko človek umre, za tisto preveč mogoče nekaj več stroška, ne, ampak to se da tudi ugotoviti in se da drugače kontrolirati. Ne. Zdaj, če pa zdaj grožnja nad zdravnikom, da ne sme izdati, da če bo izdal napotnico, pa so preveč oziroma neupravičeno se to slučajno ugotovilo, da bo mogel svojega žepa plačati, pa pač ne bo izdal. Ker če bo izdal preveč, bo plačal, če bo pa izdal premalo in bo človek umrl, pa ne bo odgovarjal. Zemlja pokrije. Ja. Razmislite, kako je, kak nori je prišel do takšne rešitve. Ne. Oni mislijo zdaj z nek nered, ne, ki so ga sami skreirali, zdraviti tako kot v Venezueli. Ne. Ko je hrane zmanjkalo, pa je predsednik Maduro to razglasil za sabotažo, pa je poslal vojske, da straži trgovine. Ampak zaradi tega, ker je bila vojska pred trgovinom, ne, so bile policije še glih tako prazne, kot so bile prej. Ne, na 100.000 ljudi vsak mesec zdaj pobegne z te države. Tako da osnova je tukaj red. Zdaj, kar se denarja tiče, sem medicino ga vedno premalo. Ne, to je dejstvo, tukaj znanost tako napreduje, da so možnosti neslutene in je tukaj tudi zelo težko postavljati neke meje, se pravi, lahko podvojite prispevno stopnjo, pa bo še vedno denarja premalo, oziroma ga bo manj, kot bi se ga lahko porabilo. Je pa tukaj sigurno 30% rezerva pri nabavah. Ne. Če žilna opornica, ista žilna opornica, ne, zdaj to preiskovalna komisija, pa imamo zelo natančne podatke, na Poljskem stane 150 evrov, v kliničnem centru je pa koštala 1200 evrov, ista. Ne. Potem veste, da tukaj nekaj narobe. Slučajno je žilne opornice slovenskim bolnicam prodajalo podjetje, ki je lastnik tednika Mladina. Se pravi, tisti, ki ste tako vsi, ker vsi plačujemo te prispevke za zdravstvo, ki smo plačevali zdravstvene prispevke, smo v bistvu financirali naslovnice Mladine. V 10 letih je ta Mark Medical, to podjetje, iz teh javnih naročil v slovenskih bolnišnicah potegnilo 200 milijonov evrov. Ne sem za žilne opornice, ampak tukaj so bile razlike največje. 200 milijonov v 10 letih, se pravi 20 milijonov na leto. In zdaj, ko je preiskovalna komisija to ugotovila, je šlo podjetje v stečaj, prodali so to neke davčne oaze, zakrili. Policija to intenzivno preiskuje in preiskala ni še čist nič. Specializirano državno tožilstvo je to tudi intenzivno preiskovalo, ampak brat Harija Furlana je pa bil tukaj glavni dobavitelj teh kolčnih protez, oziroma njegovo podjetje, tako da seveda tudi tukaj nisem nič našli. 30% rezerva je samo tukaj pipce
malo zaprt, pa spostaviti to preiskovalno strukturo, da bo res delovala, ne, pa bo precej več denarja za zdravstvo. Vse čakalne vrste se lahko na ta način odpravi. Ne bom rekel, da se da spraviti slovensko zdravstvo na kvaliteto kanadskega ali pa nizozemskega, se pa da vsem zagotoviti to, kar bi tako morali imeti, pa nekateri čakajo toliko časa, da ne dočakajo. Zdaj, koga in kako prepričati? Če mislite, da je rešitev v tem, da se prepriča nasprotno stran, si morate zelo podaljšati življenje, če hočete kakšne uspehe doživeti. Glejte, tistega, ki misli, da je bilo nekoč bolje, da je bil Tito heroj, da lahko izrežeš iz slovenske zastave grb in zato razglasiš za umetnost. Hkrati pa mahaš z jugoslovansko zastavo. Tistega, ki misli, da je izvoz Ahilova peta slovenskega gospodarstva. Tistega, ki misli, da je gospodarska rast nekaj slabega, ker 30% ljudi v Sloveniji to misli, po raziskavah. Tisti, ki misli, da je ključni problem blaginje to, da so davki prenizki. Ali pa tistega, ki misli, da denar raste na drevesu, tistega ne ste nikoli prepričali, da voli za SDS. Ker mi ne mislimo tako in nikoli ne bomo. In z njimi se ne ukvarjajte. Z njimi se ne ukvarjajte. Če hočete, da sem čisto konkreten, znotraj 50% volivcev, ki so šli na volitve pred 4 leti, slabimi 4 leti, se ne da doseči nobenih strateških premikov. Tukaj je možno za par procentov gor, dol, tako in drugače. Strateške premike, ki jih Slovenija potrebuje, je možno doseči, če na volitve pripeljamo vsaj del tistih, ki leta 2014 niso volili. Pa tistih, ki so vmes dobili volilno pravico. Teh je relativno malo. Polovica ljudi na zadnjih volitvah ni volilo. In zdaj pazite, to v glavnem niso volivci levice, tranzicijske levice in tako naprej. Če bi to volivci tranzicijske levice bi volili, ker so imeli izbiro. Levica na volitvah v Sloveniji še nikoli ni imela večjo in bolj pestro izbiro kot leta 2014. Od, rekel, skrajnih barv, do nečesa, kar se je prikazovalo kot neka liberalna levica, kar je bila stranka oziroma lista Mira Cerarja. Cel spekter je bil tam. In tisti, ki so volivci levice, so leta 2014 v veliki meri šli voliti. Ampak volilna udeležba je bila samo 50%. Se pravi, tisti, ki niso šli voliti, so v veliki meri volivci, ki so verjeli, da ali nimajo izbire, ali pa, da se ne da nič spremeniti. Pa ni zadovoljni stanjem v državi. No, sej. Nakazati, da bomo te krivice popravili. No, zdaj zakaj so tako mislili? Eno od razlogov je to, da, jaz sem bil v zaporu, mi sploh nismo mogli pelati normalne volilne kampanje. Zdaj, ko je tam v Muškancih naša kandidatka prišla k eni hiši v tej kampanji od Rada v Rad, si rekli, pejte domov, se nič ne bojite, da vas bodo zaprli, pa še nas bodo. Če so vašega predsednika zaprli, je rekla mamca, lahko mene še lažje. Je rekla, kakšne volitve, kakšne volitve. Strah je bil tudi, še posebej pri starejših ljudeh, na podeželju in tako naprej. In potem seveda
veliko volivcev, ki nikoli ne bi volilo za levico oziroma tranzicijsko levico, ni šlo na volitve, ker pač naša stran ni bila enotna. 2 meseca pred volitvami je predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak dala intervju za Mladino, ker je mene razglasila za žival. Oprostite, no. Cel intervju je bil posvečen meni, to so vsi mediji razpihnili in tako naprej. Ne da so volivci temu verjeli, ampak so rekli, pa glejte, še oni se v družini med sabo se ne morejo zmeniti, kako mi je volil. Zdaj, za familijo, ki se krega med sabo, ne, noben nima kakega lepe besede in ni ugleda. Leta 2004 recimo je bila popolnoma druga scena. Ne? Takrat smo mi, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, že pred volitvami smo imeli skupno zborovanje na Kongresnem trgu, še par drugih prireditev, rekli smo, če se bo dalo, bomo naredili po volitvah koalicijo. Ljudje so verjeli, da nekaj bo iz tega in smo vsi dobili več. Ne? Se pravi, ni Nova Slovenija dobila več zato, ker smo mi dobili manj. Mi smo podvojili rezultat iz leta 2000. Ne? Nova Slovenija je pa prišla do rezultata, o katerem zdaj sanja novi VD predsednika, gospod Tanin, do 10%. Ne? Ljudska stranka, ki so ankete kazale, da bo izpadla z parlamenta, se je enostavno uvrstila. Ne? In dobili smo 45-44 mandatov skupaj, rabili smo na žalost še Desus potem za koalicijo, kar je bila šiba božja. Ampak gledajte, veliko ljudi je šlo takrat na volitve zato, ker so verjeli, ker je nekaj enote nastop, ker so verjeli, da njihov glas, Slavko drugeš mogo title, se znošujeste, pa šlo mikrofon. Skratka, le so verjeli, da njihov glas, ne, ki ga bodo dali nekomu, ki jim je najbližje, ne bo šel nič, da nekaj iz tega bo. Ne samo, da bo nekdo poslanec, ampak da bo ta program, ki ga nekdo zagovarja, mogoče dobil v roke tudi inštrumente izvršilne oblasti in da se bo lahko uresničil. Prav, so dobili odgovor na vprašanje ali pa so si ga lahko projecirali. Kaj vam pa jaz imel od tega, ne? Koga pa meni bolje, če jaz glasujem za njih. Ne? Če se naprej kaže, da iz tega ne bo nič, lejte, ne? Tisti, ki je nekje na meji, eno ste prepričali, da bo še volil. Kot tudi za te volitve je neka možnost sodelovanja vsega, kar ni tranzicijska levica, pomembna, ključna, še vedno, na vsakih volitvah bo. Zdaj, ne gre tukaj za novi demos, ne gre tukaj za novo slovensko pomlad, to so zgodovinski projekti. Če danes rečemo novi demos, ljudje, ki so bili rojeni zadnjih 30 let, jim to nič ne pomeni. Nam večinoma, ja, vemo točno kaj je, ampak za polovico volilnega telesa to nič ne pomeni, razen neke kratice. In zgodovinskih reliktov tudi nima smisla obujati. Imamo pa tukaj rezultate tega demosa. Ta rezultat je Slovenija. Slovenija je še vedno tukaj, ima prihodnost pred sabo in za njo se zdaj združujemo. In kakšnokoli ime najdemo, mora biti zraven beseda Slovenija. Zato je tudi koalicija Slovenije, ki smo jo takrat naredili z Novo Slovenijo, je pač bilo dobro ime, čeprav so se norčevali iz tega na vse mogoče načine, ampak ne. Smo prišli preko tega do zmage. Zdaj, po teh spremembah v Novi Sloveniji je ta možnost odprta bolj, kot je bila kadarkoli v zadnjih 8 letih. To je bil edini problem, oziroma to je bil iz tega smo naredili bistveno večji problem, kot je dejansko bil, ampak percepcija in imidž je včasih še bolj pomemben od resnice. Zdaj se to podira, to, da itak se ne da sestaviti vlade, itak ne ste nikoli skupaj prišli in tako naprej. Jaz mislim, da bo možno v prihodnje organizirati
če ne drugega, nekaj resnih debat, kjer bomo predstavniki ali pa predsedniki vseh teh strank, starih in novih pomladnih strank, če uporabim ta termin, sedeli skupaj razpravljali o tem, kaj je treba spremeniti v Sloveniji, in to bo vplivalo na tiste volivce, ki pač ne želijo, da se v družini prepiraš, in ki mislijo, oziroma ki upravičeno verjamejo, da iz njihovega glasu nekaj bo, če bo tam neka združena sila. Ker vidijo, da to na levi strani vedno je. Tam ne glede na to, kaj govorijo, pač pridejo skupaj, in so prijatelji tako in drugače. Tukaj pa vedno prepir, razdor, vedno najdejo nekoga, ki hoče biti žlahten in ne vem kakšen. Da bi slovenski vlak organiziral. Jaz to predlagam. Ker to rabimo, ker Slovenija je dobro povezana z vsemi železnicami, še stara bohinjska dol na Primorsko, da Primorce tudi pridobili, pa bi videli, kaj bi bilo. Prosim. Glejte, karkoli z vlakom, z avtobusom, peš ali na konjih, sem da smo skupaj. To je ključno, in potekajo dogovori, da bi bilo to možno, in ta del težave, verjamemo, upamo, bo odpravljen. Kljub temu bo pa, jaz še vedno mislim in govorim, ključ do uspeha na teh volitvah je 1 na 1. Niso take tribune, ki so zanimive, ampak je na stotine pogovorov, ki jih imamo mi posebej z ljudmi, ki jih srečamo tako ali drugače in odpremo to temo in tako se največ glasov dobi. Dajmo mikrofon, prosim. Da se pripravlja obtožni predlog zaradi tega posojila SDS-a. Da ne bo zaradi tole pred volitvami prišel ven kot... Kako se zdaj... Ja. Vsi ste me slišali, ne? Ja, pravim, mislim, da smo včeraj slišali, da se pripravlja obtožni predlog zaradi tega najetega posojila v Srbiji, ne? Kje ste to slišali? Po radiju. Ja. Ne, mislim, da je bilo, pa ne vem, ja, res sem slišala. Zato hočem vprašati, ker mislim, da se ravno zdaj kaj takega pripravlja pred volitvami, no. Kako se, če je tole res, ne, mislim, kako se mislite zdaj tole? Ja, gledajte, prvič mi nismo v Srbiji najeli posojila, niti v Republiki Srpski, ampak iz slovenske banke, iz banke v Sloveniji smo dobili. Res pa je, posojilodajalka imela stalno bivališče v Republiki Srpski, čeprav tam ne živi, tako kot še na tisoče drugih, ki se ukvarjajo s posojanjem denarja, ker Republika Srpska nima davka na obresti, nima dohodnine in nima nobenih omejitev pri tem poslovanju. Tako da mislim, da je bilo, pa ne vem, ja, res sem noben slišala. obtožni predlog Zato se ne hočem more vprašati, pripravljati. Ker mislim, da se ravno zdaj kaj takega pripravlja pred volitvami. No. Slišali ste lahko marsikaj. Mislim, da 15. januarja, ko je Večer dobil to pogodbo iz sodišča, iz registracijskega sodišča, ker pač se take pogodbe gredo, je Pop TV imel 21 minut osrednje oddaje o tem. Tako da na koncu sploh ni bilo več važno, samo to je nek velik kriminal. Zdaj, gledajte, tolmačenje, prej smo mi ta kredit najeli, tolmačenje, tudi neformalno iz krogov, bom rekel, blizu računskega sodišča je bilo, da je omejitev za kredit od fizične osebe še približno 16.000 evrov na mesec. Na mesec. In tako je to tudi notar razumel, ki je pogodbo pač overil. Potem je
zaradi tega medijskega stampeda je Računsko sodišče se seveda postavilo na stališče, da je ta omejitev na leto. Čeprav člen je napisan, če ga preberete, piše to na mesec, absolutno. Problem pa je v tem, da so leta 2013 naši poslanci tudi podpisali ta amandma, ker po obrazložitvi piše, da je to letna omejitev. Tako da mi se potem seveda na to nismo mogli sklicovati, ker so bili naši poslanci tam podpisani. Tisti zakon je tako celo skropucalo. In ko je Računsko sodišče pač dalo to stališče, smo mi ta kredit vrnili. Zdaj, v najhujšem primeru je to lahko prekršek, ki pa po zakonu ni sankcioniran. Ker v tem istem zakonu piše, da če stranka najame kredit, je kaznovana, če kredit ni registriran, se pravi, če pogodba ni sklenjena pri notarju, če kredit ni registriran pri registracijskem sodišču, če zastaviš deleže, ni pa sankcije, če presežeš višino kredita. Tako da na koncu to ne bo niti prekršek, lahko se pa še neka medijska gonja seveda zažene. Ja. Jaz mislim, da bo vnema nekoliko manjša, ker se je zdaj odkrilo, da je recimo stranka socialnih demokratov zapirala volilne račune in to za vrsto kampanj nazaj, ne da bi račune plačala. Zdaj, odkar piše v zakonu, da pravne osebe ne smejo financirati strank, so oni iznašli drug način, se pravi, niso dobili od pravnih oseb donacije, ampak so dobili storitve. Razumete? Plakatna mesta, tiskarno, karkoli, 1000 salam, če hoste, in tega računa niso plačali. Minil je rok za zaprtje volilnega računa, oni so račun zaprli, z dobaviteljem je bilo zmenjeno, da se to ne plača, oni sprožili tožbe, oni niso plačali. Je bila to donacija, kaj pa drugega. 100 000 evrov. Tako da pozitivni produkt te afere, ki so je nam skuhali, je to, da je marsikaj prišlo na dan. Tudi to, da so financirali vstajniško stranko. Takrat so se pa lepi delali, da oni nimajo nič s tem, z kockami in tako dalje, so pač to solidarnost pošiljali naprej. Tako da, gledajte, če bo proti nam sprožen ta očitek, bomo rekli, gledajte, Računsko sodišče je reklo, da je omejitev takšna, mi smo to sprejeli, kredit smo vrnili, priznali smo napako, če bo sprožen postopek za kazen, ki je pač par tisoč evrov, in če bo to na koncu tudi prisojeno, bomo to plačali, ne bo pa prisojeno, ker za višino ni kazni. Tako da, pa tudi če bi bila. Ampak, gledajte, Pop TV-mu o tej temi 21 minut v srednje oddaje, ko so Zoranu Jankoviću odpisali 16 milijonov, ki jih boste vi plačali, so imeli 20 sekundno vest. Tam je še eno vprašanje. Tako da, gledajte, na te očitke so mi z veseljem branili. Jaz bi sam tole povedal, gospod Lavrov, zunanji minister Rusije, on je prišel v Slovenijo pogledati svoje ljudi, svoje podjetja. Bom naštel samo dva. Vsi slovenska industrija jekla, ruski lastniki, Perutnina Ptuj, ruski lastniki in tako naprej. Verjetno so se šli pogovarjati, koliko bo donacij za te bližnje volitve. Potem druga stvar, mi se pogovarjamo tukaj, kako, kaj in kako pridobiti tisti zaklad volivcev, ki se volitev niso udeležili. Mislim, da je potrebna socialna mreža, ki jo Socialna demokratska stranka Slovenije nima. Slovenska demokratska. Slovenska, oprostite.
Glejte, tale kontinuiteta je nekako vpeta vsa društva, vse planinska društva, da ne naštejem, povsod so zraven, mahajo z zastavami zvezdo. In tudi v tej naši stranki bo treba enostavno se pač nekako neformalno vključiti v to življenje in delo. Ker drugače takole, če se dobivamo tukaj v nekem zaprtem krogu, to tangira zelo malo ljudi. Hvala. Dobro, še tole, potem pa zaključimo, ker je še konferenca, ne, da ne bomo predolgo. Zdaj, kar se tiče ruskih podjetij, jaz mislim, da se Lavrov ni prišel do ruskih podjetij. To drugi urejajo, ne, če gre za kakšne dotacije. Pač on je prišel potrditi neko interesno sfero, ne. Slovenijo kot rusko interesno sfero, tako je tudi nastopal, ko je bilo to predstavljeno v ruskih medijih, če je kdo slučajno kaj pogledal, in nam je pač naredil težavo, ne. Pa še nek sporazum, ki ga sicer še nisem videl, pravi, da je zelo problematičen, so podpisali o vlogi Sovjetske rdeče armade pri osvobajanju Jugoslavije in Slovenije in Evrope. Mogoče stvar ni toliko sporna z našega vidika, je pa sporna z vidika baltskih držav, drugih držav vzhodne Evrope, ki so bile pač del Varšavskega pakta in tako naprej. Mi glede vloge Rdeče armade pri njih ni nobenih pravic presojati in tako naprej. Tako da si tudi tukaj delamo slabo uslugo. Tudi kar se tiče donacij, gledajte, sedanje aktualne vladne stranke, ne, nima nobenih problemov z donacijami. Provizije za oprano milijardo evrov za Iran, pravijo, en pravijo 40%, drugi 60%, jaz mislim, da so bile visoke, ker je šlo za banko znotraj evrosistema. Oni, Iranci, niso mogli teh stvari financirati iz Moskve ali pa iz Indonezije, ne, so lahko svojo agenturo na Zahodu plačevali samo preko, da ni bilo toliko sumljivo, preko banke znotraj evrosistema, ne. Slovenska Nova Ljubljanska banka je sistemska banka del evrosistema in ko nakazilo prije z take banke, pač ne gre čez to kontrol, kot če bi prišlo iz Malija, Konga, Indonezije, Moskve, če hočete, Kišnuja. In seveda provizije za to so večje, ne. Recimo, da so bile 30%. To je 300 milijonov evrov. Proračun občine Zagorje je koliko? 15? 15 milijonov. 15 milijonov evrov. 300 milijonov evrov. Mislim, da za Slovensko vojsko ne damo to. Pa nimajo problem z denarjem, oni imajo problem, kako to porabiti. Kako to denarje sploh porabiti. In tudi približno vemo, kako to nazaj priteka. Točno določena podjetja so dobila posle, državne posle v Teheranu oziroma v Iranu. Vse bo legalno. Eni delajo, mislim, obnovo teheranskega vodovoda, slovenska firma, ki ima 3 zaposlene, obnavlja teheranski vodovod. Skratka, to pri njih ni problem donacij, zato so tudi sprejeli tak zakon, da normalne stranke pač praktično ne morejo dobiti donacij, ne da praktično, sploh ne morejo dobiti donacij od podjetij. Smo edina država, ki ima takšno ureditev, ker oni tega ne rabijo. Ne rabijo. Socialni demokrati, oni ne rabijo plakatov na džambotih, ker imajo 2 televizije, ki naredi karkoli. Mogoče je kdo gledal 3 tedne nazaj, soboto, nedeljo, Pop TV, nacionalna televizija, socialni demokrati imajo program za volitve, imajo sveže obraze, imajo kandidate, imajo vlado v senci.
Oni so vlada, ne, imajo ministrstvo v vladi, koalicijsko pogodbo, pa imajo vlado v senci, mislim, proti sebi. Ampak novinarka je to poročala smrtno resno, kot da gre to za, in le so očitno malo to kupovali, ne. Nobenega programa nimajo nič, ne, ampak ko so videli, da imamo mi na jumbotih pač ta program za zdravstvo, ne, moramo tudi mi, ne. In je šlo, oni ne rabijo, pač, ne, ker to obvladajo, tako da za njih enostavno niso problem donacije. Zdaj, kar se tiče socialne mreže, leto je pa situacija različna, ne vem, kako je tukaj, ste kasneje povedali, ampak v mnogih slovenskih občinah so naši člani, predsedniki ribiškega društva, pevskega društva, folklore, turistične zveze, različno je, ne, pač tam, kjer smo bolj spretni, pa močnejši, je tega več, seveda tam, kjer ima župana, pa tudi bistveno lažje, ne, je pa to pomembno, jasno, tako kot pravite, ne. Če se samo isto misleči dobivamo, pa pogovarjamo med sabo, je to že fajn, ne, ampak kakega velikega vpliva na volilni rezultat pa to nima, ne. Fajn se je dobiti, pa zmeniti, kaj bomo naredili, pa je treba iti pa okoli, ne. In to, da nimaš društev, pa to se, ne vem, prej ste imeli tukaj sjajno oktet, ki ga sponzorirate, se pravi nekaj te socialne mreže, koliko drugač že imate, ne, treba razširiti. Je pa možno ta manjko tudi nadoknaditi z kampanjo, ne, od ljudi do ljudi in z delom. Na Zagorju na volitvah 2008-2011 mislim, da je stranka dobila 1700-1800 glasov celo, ne. Blizu 20%. Ne. Ni tako malo, ne. Se pravi, je... In to v Zagorju, ne? Zagorju, ja, samo v tej občini. Ne. Naj si na